Se slišimo? Se slišimo. Dragi moj Damjan, mineva točno 2 leti, odkar sva se spoznala. Ko sva se spoznala točno 13.2.2013. Zdaj bo točno 2 leti, jutrišnji dan, odkar sva se spoznala. In do 20. aprila, ko bo 2 leti, odkar sva poročena, sem se zadala nalogo, da posnamem videoposnetek. Videoposnetek z vsemi kotički, kjer sva hodila, z vsem, kar sva doživela, skozi pesmi, skozi fotografije, skozi kraje, ko bom šla po istih krajih, kjer sva nekoč skupaj bila. No, sam dobro veš, da posod glih ne bom morala priti, ker so določeni objekti zaprti. Naprimer, objekt, kjer sva bila skupaj na medenih tednih in objekt, kjer sva prvič seksala. Kje? Midva že dobro veva, kje. Zdaj sem v McDonald'su, kot je standard za vsak četrtek in vsako nedeljo. Vedno sem tukaj, kot sem tudi danes. In prav vesela sem, da danes začnem s tem videoposnetkom, ko bo jutri točno 2 leti. Danes še posebej zaradi tega sem začela snemanjem, ker so nama odstranili steklo na obiskih in sem te spet ponovno lahko objela. Najlepši občutek, ko si ga, ne vem, morala se zadržati. In sem tako vesela, da so nama vsaj steklo odstranili, če ti že punčke nisem mogla prinesti noter. Skratka, zdaj te bom presenečala vsak četrtek, vsako nedeljo v Kopru, medtem ko in seveda v Kopru, v Izoli, v Ankaranu, če bo treba, da do aprila posnamem vse najine dogodivščine, ko se usedem na kolo v Kopru, če seveda bo. Ko gremo v mrtvašnico in obujava spomine skozi video. Ko se sprehajam po Kopru, ko hodim po Ljubljani in grem do Čopove, kjer si preživel več kot 8 let. Zato upam, da ti bo video pokazal, koliko te ljubim in da ves čas, ki ga vlagam, zato da vsakič pridem na obisk in da posnamem ta videoposnetek oziroma cel dokumentarec, ki bo zelo obširen. Upam, da ga bova nekoč z veseljem pogledala. Lansko leto sva bila za 1 leto na morju, točno na Ferrarski ulici, objekt, ki ga gledaš zdaj. Zdaj sem pa sama za 2 leti in še nek lep čas bom sama brez tebe, ampak bom za 2 leti najine poroke, najinih medenih tednov naredila najlepši videoposnetek, kar si jih v življenju kdaj videl, in upam, da ga bova nekoč gledala skupaj, ko se bova smejala mojim trenutkom, najinim trenutkom smeha, mojim zdajšnjim zapletom, če bo prišlo do kakšnih zapletov pri snemanju. Tako da danes prvi videoposnetek, prvi dan in prva lokacija, sem v Kopru in pičimo dalje. Ne, se vi kar pete mim. Ni problema.
vrzijo, vsi nekam vrzijo. Okrog sebe se ozirajo, nihče nekega zanimanja ne pokažejo. Brezdomstvo narašča, splužni, le kako živeli bomo v prihodnosti. Videoposnetek, ki ga snemam, je za mojega moža, ki je na ulici preživel 8 let s tole tablo v rokah, ko se je trudil 8 let zbirati drobiž, zato da je lahko preživel na ulici, brez strehe nad glavo, v borbi, zato da se bojiš, kaj boš jedel, kdaj boš jedel, ker si cel dan žučen, ker gledaš ljudi okrog sebe, ker se ti smejijo, ker te gledajo, ker te s pogledom zaničujejo, kot da si totalna nula. Zato sem tukaj. Zato da z videoposnetkom pokažem, kaj bi jaz naredila za svojega moža, ki je tukaj preživel 8 let, ker je že 8 let brezdomec, in da pokažem s tem, kaj je prava ljubezen. Ko za nekoga odmisliš vse stvari, ko požreš svoj lasten ponos, se usedeš na ulico in se trudiš, da bi nabral nekaj drobiža, zato da lahko nahraniš sebe in poskrbiš za svojo boljšo polovico. To je prava ljubezen. Prava ljubezen, kjer ne razmišljaš, vidiš samo to, kako moraš poskrbeti zase in za svojo boljšo polovico, ker socialno ne moreš preživeti meseca. Zato nastaja videoposnetek, ki je prva točka najinega in tudi med drugim glavna in pomembna točka najinega zakona. Saj si tukaj preživel veliko časa. Ulica naju je združila, na ulici sva se spoznala, prav tako na ulici sva doživela marsikatero stvar. In ulica, točno tole mesto tukaj, kjer zdaj sedim, ki piše Pix, je nama marsikdaj pomagala iti skozi težke dni, ki sva lahko preživela in seveda poskrbela za svoje zdravje in osnovne potrebe. Video, dragi moj mož Damjan, posvečam tebi za drugo obletnico najine poroke. Ja, mimo letijo znani obrazi, ulični obrazi, ki pomagajo in se jim zdi bolj atraktivno, kar počnem, kar snemam. In video posvečam tebi za najino drugo obletnico in s tem želim pokazati, koliko te ljubim in da sem pripravljena pozabiti na marsikatero stvar v življenju, zato da ugodim tebi, in pripravljena sem se odpovedati marsičemu, vsemu, če je potreba, da ti pokažem, kaj je ljubezen. Kaj je ljubezen? Je ljubezen to, da se vsak dan vidiš z nekom, da vsak dan nekomu vsako uro praviš ljubim te, ljubim te, ljubim te, ljubim te. Ne, to ni ljubezen. Ljubezen je spoštovanje, je zaupanja vredna oseba,
je razumevanje, je to, ko nekoga podpiraš pri njegovih odločitvah in to, ko se odpoveduješ, ko sklepaš kompromise, ko skupaj se odločaš za večje podvige. Ljubezen, ki ne pozna meja, prava ljubezen ne pozna meja. Prava ljubezen gre čez mnoge težke preizkušnje in nama je življenje zdaj dalo zelo težko preizkušnjo, ampak midva se ne bova vdala, midva se bova še naprej borila. Tako, ko si se boril vsak dan tlele ti, zato da si lahko poskrbel za naju, ko si lahko poskrbel za naju. In skozi vse točke, čez katere sva šla, vse poti, katere sva prehodila skupaj, bojo del filma, ki ga snemam. To ne bo video posnetek, ki bo trajal 5 minut, ne. To bo filmček, ki ga snemam zate in kolikor sem omenila, za spomin na vse kraje, na vse trenutke, ki sva jih skupaj preživela. Video, film, ki bo pokazal, kakšno je bilo najino življenje na ulici, kaj sva skupaj preživela. Res, da bom šla čez marsikatere kraje, ki mi bojo dali solze v oči, ker mi je težko, ker te ob meni ni, ampak vem, da naju bo to še dodatno okrepil in se bova borila s srcem naprej in naju nič ne bo ločil. Ulica naju je združila, ulica naju je tudi enkrat skoraj ločila, ampak midva se nisva vdala, prav tako se jaz ne bom vdala in bom s tem video posnetkom, s tem filmom pokazala tebi, prav tako vsem ostalim ljudem, kaj je prava ljubezen. Spomniš vseh muffinov, ki si mi jih prinesel? Čokoladni muffin iz mlinarja. Koliko dnevov je bilo, ko sem te prosila, daj prinesi mi muffin iz mlinarja, je najboljši. In ti si tekel in si mi prinesel 3 muffine, takšne čokoladne. No, tudi te muffini imajo svoj pomen in to so najini spomini. Kukuc, upam, da se me sliši. No, tole v ozadju je Vila Zlatica. Vila Zlatica je meni in mojemu možu drugi dan, ko sva se spoznala, nudila streho nad glavo oziroma zatočišče, da nisva bila na mrazu. Damjan, spomniš? Bil je 13. februar, ko sva se prvič osebno videla in takrat se spoznala, si pripovedovala zgodbe iz življenja in se tako spoznavala. Spomniš, prvi dan ko sva bila skupaj, preden sem šla na avtobus, spomnim, da sem te hotela objeti, ti da je ključka, ampak avtobus je stal, obadva sva bila zmedena, ampak obadva sva si želela, neskončno želela.
čutila svojo energijo drug od drugega, preprosto vedela in čutila sva znotraj sebe v najinih srcih, da je pa mogoče to, kar si želiva. No, ko sem tisti dan prišla domov, sem se usedla in sem razmišljala, kaj pa naj jaz naredim. Totalno sem pozabila, da je naslednji dan Valentinovo. To čist mi je šlo to ven iz glave, ker ne praznujem praznikov. In ko sem se usedla na poslo, sem se odločila, da naredim darilo za mojega moža, za te Damjan. No, tako sem naredila tako majhno Lego punčko, katero sem poimenovala Črni angel teme. Čisto vsak Black Angel of Darkness. Čisto vsak košček na tej punčki ima svoj razlog in punčko sem naredila z razlogom, da tega čuva mojega moža, ko mene ob njemu ni. Punčka je bila narejena z razlogom, da ga čuva, da mu stoji ob strani. Zraven je po takem malem paketku prišel še metek, polni naboj iz časa Prve svetovne vojne, ki sem ga nekoč najdla v času svoje ekskurzije, bom temu tako rekla, po jugozahodnem delu države. V Tolminu sem ga najdla v neki jami, ta polni naboj. In vsaka stvar se zgodi z razlogom. Prav tako se zgodi z razlogom tudi to, da ta naboj iz časa Prve svetovne vojne z razlogom ni bil izstreljen oziroma uporabljen. Naboj sem podarila z razlogom, da moj mož, moj fantek, moj Damjan vidi, da se vsaka stvar zgodi z razlogom in da mu metek, naboj, poln daje moč, da se v življenju trudi in ne obupa, ker vsaka stvar ima svoj pomen, prav tako ima pomen tudi ta naboj, ki sem mu ga podarila poleg lepega pisma. Moj mož je umetnik po duši, ampak nikoli v življenju ni mogel slediti svojim sanjam zaradi drugih ljudi, ki so ga v življenju omejevali. Želel je vpisati srednjo frizersko šolo, ampak mu je takrat pedagoginja rekla, ne, da to pa on ne bo naredil in da to pa ni za njega. Zato je na koncu pristal na srednji avtoličarski šoli in ni naredil niti prvega letnika, ker preprosto to ni bilo za njega. Zato, ker je bilo frizerska dejavnost njegove sanje, sem mu podarila učbenik za srednjo frizersko šolo, da bi se moj mož naučil frizirati, mogoče bi mu pa tale učbenik kdaj prišel v življenju prav. Tako da sem mu podarila darilo in naslednji dan, 14. februarja, sem ga povabila, da ga nekam odpeljem in da mu nekaj predam. Tako smo se sestala, dobila v mestu, na najnemu standardnemu mestu pri nami, ker je moj mož 8 let beračil na Čopovi ulici, da je lahko preživel in poskrbel zase. Kasneje je poskrbel tudi za naju. Skratka, dobila smo se pred mamo in sva odšla in sva šla No, potem sem ga odpeljala. Želela sem, da je mesto, na katerem predam to darilo, ki sem ga naredila za njega, potem sem ga drugič v življenju videla, 14. februarja, da mu dam to darilo na specialnem mestu. Zato sem ga odpeljala na hotel Bellevue, kljub temu, da lokacijo sovražim, in ga odpeljala na zadnje nadstropje, kjer sva imela pod sabo celo Ljubljano. Želela sem, da je mesto specialno, zaradi tega, ker je bilo darilo specialno, narejeno s srcem. Moram priznati, da sem na koncu, ko sem darilo naredila, ko sem pisala pismo, ko sem v rokah držala stvar, ki bi jo naslednji dan predala mojemu Damjanu, sedaj mojemu možu, sem jokala, ker si nisem predstavljala niti najmanj, kaj bom v bistvu s tem darilom naredila fantu, ki celo življenje ni dobil topline, ni dobil ljubezni in preprosto je bil 8 let v času svojega življenja na ulici praktično čisto sam. In potem sem prišla jaz.
No, ko sva bila na Bellevue, v zadnjem nadstropju, sem mu predala to darilo, se usedla in čakala na njegov odziv. Damjan je takrat ostal totalno brez besed, ker normalno, ko prvič v življenju dobiš nekaj tako lepega, ko prvič v življenju vidiš, da te ima nekdo rad, da si nekomu iskreno od srca všeč, preprosto ostal je brez besed. In tistih par minut šoka, sploh nisem vedela, kaj naj rečem, kaj naj naredim, nisem vedela pač, kaj si misel, dokler mi pač tega ni povedal. Sem občutila, da sem ga res, da sem mu s tem, kar sem naredila, pokazala, da na svetu še obstajajo dobri ljudje. Jaz bi za svojega moža naredila vse in tudi to je razlog, zakaj sem zdaj tukaj in stojim pred to hišo. Potem, ko sem jaz njemu predala darilo, sem jaz šele tisti dan potem izvedela, da je v bistvu Valentinovo povrh vsega in nisem sploh vedela, da je Valentinovo. In potem sva odšla v Vilo Zlatica, ki je v ozadju. Hiša je meni dala neprecenljivo bogastvo, v materialu seveda, prav tako v energiji. In hiša nekdanjega župana Ljubljane, Ivana Hribarja, ki že več let nevzdržno propada. Skratka, tisti dan, drugi dan, ko sva se z Damjanom videla, sva šla, bil je zunaj sneg, ful je zebel, to moram tudi povedati, zebel naju je oba dva. Na srečo je imel pa moj Damjan eno dekico s sabo in sva odšla v Vilo Zlatica, se usedla na eno staro zofo in se brez meja pogovarjala o vsemu. Tako nama je pot pripeljala drug drugega in sva se prvič poljubila. Bil je najin prvi poljub in tisti dan sva prvič seksala, zunaj je bil mraz. In nisva se ozirala tem, kako je zunaj, nisva se ozirala kaj, kako, zakaj. Preprosto prepustila sva se drug drugemu, odmislila sva mraz, hiša z okni sicer, ki že 10 let propada, noter mraz, zunaj sneg, minus stopinje, če ni še celo snežil, mislim, da celo še snežil. Skratka, prepuščala sva se s telesom, srcem in dušo drug drugemu. In to je en nepozaben dan, ko se ga spominjam in v bistvu ugotovim, da v trenutku, ko ti je lepo, pa ko si nekoga res želiš, odmisliš na vse stvari, odmisliš na mraz, odmisliš na okoliščine, odmisliš na ljudi in se srcem prepustiš tej osebi, ki ti je všeč, ki jo imaš rad, ki jo ljubiš. In jaz si takrat niti najmanj nisem mislila, da bo Damjan postal moj mož. In zato sem danes tukaj, po zelo dolgem času, ker kasneje so tretji dan, ko sva prišla sem, en dan kasneje, so Vilo Zlatico zaprli in se ni več dal noter priti. In zato sem po dolgem času tukaj in snemam video posnetek za drugo. Za drugo obletnico poroke. Zakaj video? Video z namenom zatega, ker mojega moža ni, ker je v zaporu, na prestajanju zaporne kazni in ker ne morava biti skupaj, da bi praznovala drugo obletnico najine poroke,
in se podala v 3. leto, v upanju, da bo 3. leto in prihajajoča leta boljša. Snimam ta video posnetek. Zadržujem solze, ker jih nočem prikazati, zato imam sončna očala gor, ker skrivam solze pred drugimi ljudmi, ker mislim ta video posnetek deliti z vami. Ker želim vsem pokazati, koliko meni pomeni moj mož in kaj je prava ljubezen. Torej, po več kot letu pa pol sem se vrnila na parcelo te hiše, da bi posnela video posnetek za mojega sončka. In sedaj sem tukaj. Damjan, tele dnevi so bili nepozabni. Prvi dan, drugi dan, vsi dnevi so bili nekaj posebnega. In ti si nekaj posebnega in nikoli v življenju te ne to zgubi. Kljub temu, da mogoče včasih naredim kaj narobe, ti si to, kar sem celo življenje iskala, mogoče tega zgubi. Zato upam, da z video posnetkom solzami, z vsem izrečenim pokažem, koliko te ljubim, ko se skušam vrniti na čim več lokacij, katere sva skupaj obiskala, katere nama obema pomenijo. Zato upam, da bo video posnetek dosegel svoj namen. V bistvu ne bo video posnetek, ampak bo cel film. In Damjan, ljubim te. Prejšnjič si videl, da sem se usedla na ulico na Čopovo, katera je tebi tudi ena izmed pomembnih točk, prav tako meni, s tem, ko si bil zelo velikokrat tam, da si lahko poskrbel za najine želodčke, pa za najin srček. Tako da, ups, ljubim te. Zdaj sem obdelala bilo zlatico, sedaj pa se podajam na nove točke, v spominu na najine dogodivščine na druge kraje in upam, da mi pridno uspe narediti video posnetek, ki si ga želim narediti in te s tem video posnetkom presenetiti za drugo obletnico poroke. Poroka. Poročna obleka. Ja. Zdaj sediš za računalnikom v sobi in gledaš video posnetek, ki si ga dobil v nedeljo, katerega 19. aprila. Danes si me videl v poročni obleki, sedaj nisem tako oblečena, ampak na obisku sem bila v poročni obleki. Zakaj? Briga me je za ljudi, briga me je, kako me ljudje gledajo. To je najin dan in dan, ko se poročiš v življenju, je nepozaben dan. Tega dneva nikoli v življenju ne pozabiš. Ne glede na to, ali je najina poroka z napačnimi ljudmi, je najpomembnejše to, da nama pomeni največ tisti dan. In ni mi žal, da sem se poročila, kljub temu, da sem bila vedno proti temu, proti porokam, proti zakonskemu sakramentu, ali kako bi se temu izrazila. Mi ni žal, ker sem dobila najboljše, kar sem lahko iskala. Fanta, ki ustreza tako po videzu, tako po srčku, tako po duši meni. In ne glede na to, ali ima streho nad glavo, ali ne, ali ima družino, ali ne, nima prijateljev, je moj mož meni mož, sin, brat, najboljši prijatelj, psihoterapevt, meni je moj mož vse, kljub temu, da včasih, kot sem rekla, ne moram tega pokazati, ampak jaz zate Damjan, vsi obiske, ki pridem na obisk,
vse, kar dam, vse, kar naredim zate. Tudi, če trgam stran svojih ust, da dam tebi. Ne zaradi požrtvovalnosti, ampak zaradi tega, ker te ljubim, ker bi te rada videla srečnega. Zato ti med drugim tudi skozi ta video posnetek skušam dokazati, kaj vse sem pripravljena zate narediti. Od solz do ran, do sreče, do veselja, vse. Skratka, Vila Zlatica. In sedaj se poslavljam izpred Vile Zlatice. Za Damjana Bitenca, Viktorija Rozman. Malo šalo na stran. Skratka, gremo na naslednje točke. Dragi moj Damjan in dragi moji vsi, snemam video posnetek za svojega moža, Damjana, da bi mu pokazala, koliko ga ljubim. Bliža se 20. april, ko sva se natanko pred 2 leti poročila. Damjan, ti si tisto, kar sem celo življenje iskala. Ti si fant, ki sem ga iskala, ki me podpira, ki me ceni in ki mi je pokazal, kaj je prava ljubezen. Ko sem celo življenje iskala toplino, bližino, ki je nisem čutila med vsem nesprejemanjem, med vsem izkoriščanjem ljudi, ko sem se s 15 leti šele zavedla, ko sem se zbudila ob človeku, ki me ni izkoristil, sem ugotovila, kaj jaz počnem v svojem lifeu. Izgubila sem voljo do življenja, ki sem ga začela iskati v zapuščenih zgradbah in na ulici. Ljudje s ulice so mi pokazali, kaj je dejansko življenje. Ko se vsak dan boriš za to, da preživiš, ko se boriš za to, da nekaj narediš, da nahraniš sebe, svoje telo, ko spoznaš, da si sam, ko si cele dneve sam, ko sediš na ulici, ko prenašaš prepotentne obraze ponosnih ljudi, ki ti spuščajo tisti pogled, ki te zaničujejo s tistim pogledom. Skratka, bliža se 2. obletnica najine poroke in tebe ob meni ni, ker so te iztrgali iz mojega objema. Damjan, vsak dan se trudim, da bi ti le lahko dala to, le lahko dala ljubezen in ti dokazala, koliko te ljubim. Damjan, lahko imamo radi 101 osebo, ampak ljubimo lahko le eno. In ves čas, vso energijo, vso ljubezen, se vsak dan trudim, da ti pokažem, da živim zate. Damjan, ti si mi vrnil voljo do življenja. Ti si mi pokazal, da me nekdo lahko ima rad, da me nekdo lahko sprejme tako, kakršno sem,